Hojla, Maruša tukaj iz edogodek.si. V temle video vodiču bom prikazala eno zadevo, ki je dosti pogosta situacija, kadar uporabljate na Zoomu PowerPoint, to se pravi, če ste na Zoomu, pa šerate, to se pravi ekran, na katerem imate svoje prosojnice. Zdaj, kaj je situacija, da najprej opišem, kje izhajamo, ne, da potem pokažemo rešitev. Skratka, zadeva je taka, ne, ko mi uporabljamo drsnice, slajde, imamo običajno pač takole, pač ko odpremo PowerPoint, ne, imamo tole v takem urejevalnem načinu, torej v tako imenovanem edit modu in seveda, ko želimo prezentirati, želimo narediti to tako lepo čez cel ekran, torej v tistem full screen načinu oziroma diaprojekciji in potem to pa seveda lahko naredimo s funkcijsko tipko F5 na tipkovnici, lahko naredimo takole, da gremo gledale po diaprojekcija, pa damo tole od začetka ali pa od trenutnega diapozitiva, lahko naredimo pa tudi takole s temle, s klikom na tale simbolček diaprojekcije desno spodaj. Skratka, v katerem koli primeru, skratka je situacija, da želimo priti v tale full screen in potem se mi seveda z miško ali tipkovnico premikamo naprej po slajdih 1, 2, 3. Zdaj pa situacija, ki se pa običajno dokaj pogosto zgodi pri šeranju na Zoomu, je pa to, da smo mi kot izvajalci šli v full screen in vidimo naše drsnice, da grejo lepo tekoče 1, 2, 3. Naši udeleženci pa v bistvu še zmeraj vidijo tak pogled, torej ta urejevalni način, ta edit mode in po možnosti še ostanejo na teli drsnici številka 1. Zdaj, zakaj se to zgodi? Običajno se to zgodi zato, ker na Zoomu, skočila tule na Zoomu, ko gremo v šeranje ekrana, imamo tukaj seveda pač aplikacije in mi ponavadi vidimo tole aplikacijo tukaj spodaj, izberemo to aplikacijo, damo share screen, kar pomeni, dali smo Zoomu ukaz, da naj šera torej samo tale naš ekran, torej samo tole, kjer smo zdajle, torej to, kar vidimo zdajle, kjer je ta edit mode in pa drsnica številka 1. Potem pa seveda mi na svojem računalniku gremo v bom rekla, celozaslonski način in delimo in je to, kar mi vidimo. V resnici, v praksi, ne, če pa mi pogledamo zdajle tule pod New Share, bomo pa videli, da so naši udeleženci še zmeraj ostali na temle oknu. Ne. Tukajle v Zoomu lahko vidimo pod New Share, če damo, imamo zmeraj, kako naj rečem, en plonk cegelc, kjer lahko vidimo, kaj pravzaprav trenutno šeramo, ne. In v resnici smo mi ostali na, še zmeraj udeležencem prikazujemo ta edit mode, še vidi se lahko, da smo še zmeraj na prvem slajdu, medtem ko tukajle vidimo, da v bistvu se je odprla PowerPoint prezentacija, odprla v novem oknu. Tako da, gremo zdajle čez proces, kako to v bistvu zdaj najbolj elegantno narediti v Zoomu. Tako da, zdaj, tudi če je mogoče kakršnakoli druga situacija, v kateri se vam to zgodi, ker pač verjetno imate kakšne druge načine prezentiranja, tudi odmislite to, kar znate, kar ste znali do zdaj, pa gremo pokazati oziroma gremo pogledati, kako se tega lotiti, ne bom rekla pravilno, ampak recimo temu najbolj optimalno. Torej, zdaj prva stvar, ki jo moramo narediti, je seveda odpreti PowerPoint, tako da ga imamo pač v tem našem načinu, kot je, torej v tem edit mode načinu, torej v tem urejevalnem načinu, potem pa skočimo v Zoom. Tako da zmeri si pripravite, tako kot zmeri učim, pripravite si vnaprej vse, kar boste potrebovali, vse, s čimer boste delali. Potem pa gremo tukajle, zdaj pri meni tole majčkeno čez tale orodna vrstica, naj vas ne skrbi, ampak situacija je enaka, torej če imate tlele share screen in boste zdaj videli pod aplikacijami, to se pravi v spodnji vrstici. Jaz vedno priporočam, da šerate iz spodnje vrstice, torej ne ekrana, ampak da šerate kar direktno tukajle spodaj med aplikacijami, da izberete. Ne? In izberemo naš PowerPoint. Ok, izberemo, potrdimo iz share. Zdaj pa kaj se zgodi? Saj v bistvu ste videli rezultat že prej. Mi smo torej, dali smo ukaz Zoomu, da šera ekran tukajle, točno tole aplikacijo. Zakaj? Še enkrat še razložim, zakaj priporočam torej tole, da vzamemo aplikacije iz spodnje vrstice, ne pa ekrana, zato ker če delimo ekran,
Torej, če delimo ekran, bomo delili praktično vse, kar se na našem ekranu dogaja, skratka tudi, če kakšna sporočila not prihajajo ali pa ne vem, karkoli drugega. Tako tukaj res preprečimo, če delimo aplikacijo, pač neko specifično aplikacijo, preprečimo, da bi se videle kakšne druge zadeve. Ok, zdaj pa pozor, tukaj smo v bistvu dali ukaz, kot sem že rekla, da v bistvu share točno tale ekran. Kar se pa zgodi, ko mi odpremo pač ta diaprojekcijski način, zdaj smo rekli F5 ali pa tukaj je diaprojekcija, je pa v resnici to, da se diaprojekcija odpre v popolnoma novem oknu. To je za njega v bistvu za Zoom oziroma za računalnik je to tako kot neka čist nova aplikacija. In to lahko tudi zelo enostavno vidimo, če damo tukaj le New Share. Bomo tudi videli, kot sem že prej pokazala, da je v bistvu PowerPoint se odprl v čist kot nova aplikacija v tej vrstici in enostavno samo na simple lepo skočimo na PowerPoint diaprojekcija in delimo. In zdaj, če še enkrat prečekiramo tukaj pod New Share, bomo videli, da PowerPoint, mislim, da Zoom deli tole diaprojekcijo. In ne rabimo pa še enkrat pritisniti Share, tukaj se samo prepričamo. To se pravi, pod New Share vedno samo pokukamo, katera je obkrožena z modro in tista je OK. Če želimo, seveda lahko skočimo na Share. Zdaj pa pomembna zadeva, ko se mi tega lotimo na dogodku, je to, da je to najbolj, da naredimo, preden prihajajo udeleženci. Da imamo recimo, dokler še ni udeležencev, dokler imamo še recimo čakalnico odprto, kar pomeni, da udeleženci padajo v čakalnico, ne pa direktno v sobo, takrat mi vse to lepo pripravimo. Torej pridemo do tiste drsnice številka 1, ki jo želimo predvajati in potem damo Stop Share. In zdaj začnemo, recimo imamo situacijo, začnemo noter spuščati naše udeležence, prihajajo noter in potem pride situacija, ok, zdaj pa ta moment, ko želimo sharati ekran in gremo lepo spet nazaj pod share screen in enostavno izberemo med aplikacijami takoj tole PowerPoint, kjer je napisana diaprojekcija. Damo share in prikazujemo. In recimo, da smo zdaj prišli do drsnice številka 2 in tukaj je tudi zelo eleganten način, kako lahko enostavno med temi aplikacijami skočite na nekaj drugega. Recimo, da bi imeli tukaj mi odprt tudi, ne vem, zavihek z Googlom ali pa neko spletno stranjo, bi enostavno, ne da bi prekinjali ekran, ne da bi prekinjali sharanje ekrana, bi samo skočili na neko novo aplikacijo. V vsakem primeru pa, recimo, da smo mi prišli zdaj do drsnice številka 2, smo prekinili predavanje, gremo recimo, ne vem, v diskusijo, breakout sobe, karkoli že, ali pa samo pač prekinemo ekran, zato da se pač vidi, da vidimo udeležence in tako naprej. In ko naslednjič nadaljujemo lepo share screen, bomo avtomatsko, ko bomo izbrali tole našo diaprojekcijo, bomo tukaj imeli slajd, pri katerem smo ostali na zadnje in potem lepo samo zavrtimo na številko 3, ki je pač, pač na naslednji slajd. Tako da zmeraj, še enkrat namig, zmeraj prečekiramo, če nismo zazihar, kaj delimo, lepo klele pod New Share in vidimo namig, kaj nam kaže in lahko ugasnemo, ne rabimo še enkrat sharati, ali pa tudi tukaj lahko na hitrico skočimo na nekaj drugega. Ok, tako da evo, samo na hitro celoten protokol še enkrat. PowerPoint odpremo že na začetku, vnaprej. Gremo v prvi rundi, ko še nimamo te diaprojekcije, izberemo tole. V edit načinu gremo v celozaslonski način, damo Stop Share, se postavimo tam, kjer bi radi začeli, damo Stop Share in ko smo pripravljeni, ko udeleženci začnejo prihajati, enostavno samo med aplikacijami izberemo tole diaprojekcijo. Zdaj tukaj samo še namig mogoče za tiste, ki imate dva ekrana. Pri dveh ekranih se zna zgoditi, da tale diaprojekcijski način pade tukajle v prvo vrstico in piše zraven Screen 2. Torej, poleg tega screena se pojavi tukajle v prvi vrstici še Screen 2 in je diaprojekcija na tistem ekranu. Tako da tukaj vedno iščemo, mogoče bolj za zapomniti, sploh tisti, ki imate dva ekrana, da ne iščete spodaj, ampak zmeraj iščemo pač tole, kjer piše diaprojekcija. Se tukaj lahko vidite, tukaj samo piše test PPTX, tudi vidimo, da je v tem načinu, tukaj pa lepo vidimo, da je v celoti. In damo share in to je to. Tako da, evo, to je skrivnost tega, bom rekla, sharanja ekrana. Zmeri priporočam res, da odprete vnaprej samo zadeve, ki jih boste potrebovali, zadeve, ki jih boste sharali tekom dogodka, tako da vse ostalo zaprete.
Priporočam celo tudi to, da če imate, če šerate spletno stran, kakšno spletno stran ali pa več spletnih strani, da vsako spletno stran odprete v novem oknu, ne v novem zaviku, ampak v novem oknu, ker boste potem imeli tukaj en lep pregled v vsakem oknu. Vsako okno bo svoj zavihek in boste lahko enostavno skakali med stranmi. Tako da, evo, to je to, prijetno e-dogodkanje.